Dobro, zdaj pa bi prosil kot zadnjega, da nam spregovori Arstit Havliček-Tili, danes poznan kot ezoterik, kot škof Svobodne katoliške cerkve in veliki mojster velikega orienta Slovenije, Evropskega prostoizdajalskega viteškega reda, ki deluje pod okriljem Svobodne katoliške cerkve. Arstit je med starejšimi novodobniki iz 80-ih let poznan kot eden izmed pobudnikov in soustanovitev skupine za mirovna gibanja in na to skupine za duhovna gibanja, in to je bilo leta 1983 v okviru Republiške konferencije in Zveze mladine Slovenije v tem času. Tako, Tili, imaš besedo še za izklad. Hvala lepa na povabilu. Jaz sem šele včeraj zvečer prebral, kaj naj bi govoril. Tako da nekaj sem pripravil, sem pa neke slikice, upam, da bom to znal pogledati, kje slikice bomo gledali. Aha, še ne bom. Kaj bom pa potiskal? Samo. Torej, jaz znam mahati z rokami po zraku, delati križe, tole, potem pa glih ne znam. Pa bi rad, če mi daš, dam, a bom dal sam. Torej, jaz bom začel z letom 82. Takrat smo v Sloveniji trije fantje odšli na Republiško konferenco Zveze Slovenije in mladine v eno pisarno, in ko so nas oni gledali, smo rekli, mi bi radi delali mirovno gibanje. Rekli, tega ni, rekli, da bomo pa naredili. In danes je to nek starejši gospod, kot jaz, Ignat Skrivec, rekel, če se imamo nek prostor za izven, ne vem, prostovoljne dejavnosti ali nekaj takega, dobrodošli. Kdo pa ste? Jaz sem rekel, jaz sem duhovnik. Takrat sem bil že duhovnik. Je rekel, fino. Tako da sem bil leta 82 edini duhovnik v Novem mestu na kongresu Zveze mladine, kjer se je zgodilo nekaj fascinantnega. Takratni mladinci so odprli prostor za razna gibanja. Tako da tem mladincem, ki danes niso več mladinci, ampak sedijo tam v parlamentu, pa so malo drugačni kot takrat, se treba zahvaliti, da se nekaj začelo dogajati. Pa ne bom njihova imena, ker bi bili vsi šokirani z mano vred. Začelo se dogajati res mirovno gibanje. Iz 3 oseb nas je naenkrat bilo 20 in to aktivistov. Naš idol takratni, zdaj, veste, v cerkvi je eno oče nas, moraš pa vse tako je tukaj. Pokaži mi tole gospod tukaj, naš idol. A je kdo pozna? Je kdo pozna to obraz? A je to iz Nemške? Iz Nemčije. Gospa Petra Kelly. Ja, Petra Kelly. Ja. Pol zelena. Na začetku, ko smo stali v verigi, po Nemčiji, ogromna veriga. Ona je bila za nas vse idol. Ona je bila izredno aktivna. Ja. Mi mladi, jaz sem bil star takrat 20-22. Ja, smo potovali dol v Nemčijo na demonstracije. Pri nas smo imeli neke manifestacije, demonstracije. Na začetku nas je bilo 15-20. Tam pa Maxi Marketing, ki smo mu rekli, že nek skver, sem že pozabil. Smo stali v krogu ne vem koliko ur in se držali za roke. Veste zakaj? Zato, da se ukine depozit na meji. Se spomnite nekateri, ja? Mi, če smo želeli mladi takrat iti preko meje, smo morali dati depozit. Ne samo mladi, vsi državljani. Vsi, ja. Ker je bila ekonomska kriza. Ja, in smo morali dati nek depozit. Ampak smo bili gostovani in smo tisti nakazilo dali na svoj račun nazaj. Pa smo ga dobili. Ne. Ja. Nazaj smo se nakazovali, ni šlo sploh tja. Ne. Depozit je dobil nazaj, ko si prišel, ja. Takrat leta 82 mirovne aktivnosti so bile možne le preko organizacij, kot so Združeni narodi,
UNICEF in tako dalje. In povem vam, da tam je bila direktiva, kaj smeš, kaj ne smeš. Tam so bili direktive, nam pa ni bilo do direktiv, mi smo hoteli narediti po svoje. Ja? In potrebovali smo zaledje, potrebovali smo, da nam je nekdo odprl vrata in to so bili slovenski mladinci. Oni so nam odprli vrata, da smo lahko stali zunaj, seveda so nas tudi pol peljali na policijsko postajo, pa potem smo šli nazaj stati, ker smo imeli zaledje. Ja? To je bilo pač zelo preprosto. Takrat smo se začeli, predvsem eno je bilo depozit, potem smo se začeli boriti za nekaj smo se morali boriti, ne? V Nemčiji se je vedelo, da se borimo za razorožitev atomskega orožja vzhoda in zahoda. Ja? To je bil tako zvani Ostermarš, ne? Velikonočni marš, tam je ena slika, tukaj zadnja je bil velikonočni marš. To je bilo ogromen dogodek po Nemčiji, ogromen dogodek, ki se je zgodil. Ja. In mi smo se nekako priključili za svojo aktivnostjo, nismo vedeli kako, a veste, začeli smo se boriti za pravice Jehovinih prič, da se jim omogoči, da ne grejo v armijo. Mislim, to je bilo zelo kruto. Ja. A veste, oni so šli v armijo, niso hoteli iti, so šli v zapor, prišli iz zapora ven, so jih zopet poklicali, zopet zapor, tako da eni so bili leta in leta v zaporih zaradi svoje, temu rečemo, oporečnost povesti. Ja. Ne? Druga stvar je bilo zmanjšanje vojaškega roka. Tudi zato smo se borili. Se pravi, usmerjenost mirovnega gibanja je bilo od vsega začetka proti armiji. Proti, se pravi, vojski, proti orožju, proti takim stvarim. To so bili začetki. Aktivnosti. Ampak iz tistih časov, ker takrat sem bil mlad, iz tistih časov, takrat nas ni zanimala vzgoja, ja, ni nas izobraževanje, zanimala nas je akcija. Žal danes tega ne vidim. Danes tega več ne vidim. Tukaj ne, vidimo mogoče kakšne majhne skupine, sem pa tja, ki demonstrirajo pred enim konzulatom, pred drugim. Vidimo seveda proteste, ekonomske proteste, ne vidimo pa takšnih protestov kot leta 82-83. Tega žal ni več. Naslednja stvar, ki bi jo povedal, to je bila tista stara zgodovina moja v to novejšo obdobje, mislim, to moje zdajšnje obdobje, tem ne bom dosti govoril, tukaj sem tem že govoril v tej dvorani, to je prostozidarstvo, evropejskem, povedal bom samo 3 besede, ker je to frankopansko, francosko prostozidarstvo, 3 besede ga določajo, to je fraternité, égalité, ne, liberté, égalité, fraternité, se pravi želja po nekem bratstvu na tem planetu, ki pa lahko izhaja šele, če priznamo enakost vseh, ki pa lahko izhaja šele, če imamo svobodo mišljenja in svobodo govorenja. Tukaj se pa začne. Svoboda mišljenja in svoboda govorenja. In tukaj mislim, da je to tisto, kar bi se moralo pričeti vzgajati v šolah, to je, da se začenjajo otroci zavedati, da imajo pravico mišljenja. Jaz opažam, da ljudje ne razmišljajo. Ne? Zdaj ne vem, je to tista stara reakcija še iz starih časov, ko smo bili naučeni. Ne? Če si naredil tako, si bil lahko ob službo ali karkoli drugega. Ne? Tako da so nas naučili, dejansko so nas učili kimati. Pa to ne govorim, ker sem slišal, to govorim zato, ker sem videl. Posledica kapitala, ker ne tako. v celem svetu ne razmišljamo.
Po celem svetu je to nerazmišljanje. Ja? Tako da se moramo začeti razmišljati in to učiti otroke in mladino. Gospod Domen je povedal, da sem bil teozof, a si povedal? Ne, nisem povedal. Bil sem član teozofskega društva, ki ga ustanovila Helena Platovna Blavatsky leta 1875 v Ameriki. Moramo se preseliti v tisto situacijo, ko je tam v Ameriko gospa Blavatsky tlele. In seveda, ko omenimo Blavatsko, vsi mislijo takoj neke meditacije, neki, ne vem, čudne filozofije, čudne znanosti. V slovenščino imate prevedeno njen ključ k teozofiji. Gospa Blavatsky, s tem se je začela moja sprememba, bi rekel, s tem se je začelo tudi moje iskanje iz nekega ljubljanskega huligana, ki se je pretepal, sem potle začel razmišljati in gospa Blavatsky v svoji knjigi Ključ k teozofiji, katero res priporočam za prebrati vsem, da boste Rusinja, govori, samo da najdem, tukaj govori na vprašanje odnos teozofskega društva do političnih reform, pravi, zakaj je tako malo uspešnega socialnega dela, pravi. V večini v narekovajih zdravil ni pravega vodilnega principa, pa tudi principa ni, ki bi vse povezoval. Namesto, da bi ljudje sodelovali, in to je tisto, kar smo že slišali danes, tekmujejo med seboj. Žal, kdo bo požel več slave in nagrade, namesto da bi se trudili za veliko stvar, ki jim je, kot izjavljajo, pri srcu in ki bi morala biti najvišji cilj njihovega življenja. Pravi vprašanje, kako naj bi torej uporabili te teozofske principe, da bi pospešili socialno sodelovanje in bi bila prizadevanja za izboljšanje socialnega položaja učinkovitejša. Blavatsky odgovarja, naj vas spomnim, kateri so ti principi. Univerzalna enost in vzročnost, človeška solidarnost, zakon vzroke in učinka ter zakon reinkarnacije. Ko govorimo o zakonu reinkarnacije, Blavatsky tudi sama ni nikoli mislila nekje prejšnja življenja, ampak da tisto, kar se je včeraj zgodilo, vpliva na to, kar se bo danes zgodilo. To je tisto učenje reinkarnacije v ozadju. To so 4 členi zlate verige, ki naj bi povezali človeštvo v eno družino, v univerzalno bratstvo. Mene je tu pritegnilo človeška solidarnost. To me je zelo pritegnilo in pa seveda opozorilo na konkurenčnost ali tekmovanje v družbi. In na koncu, danes bom dal še Krishnamurtija, tretja slikica. Krishnamurti je, če vas zanima, Jiddu Krishnamurti, googlamo in bomo odkrili, ampak sigurno ste že kaj slišali. Eden za mene velikih, lahko rečem, mislecev, ne bom rekel niti filozof, niti učitelj, ampak mislec, ker je razmišljal in to svoje razmišljanje ni nikoli želel ucepiti drugim glavom, ampak je vedno rekel, razmišljajte z mano. A se strinjate to, kar povem? A se ne strinjate? Se pravi, vedno je provociral publiko, da je razmišljala. Pravi, Krishnamurti pravi takole, da glede vzgoje, ker je tudi obstajajo njegove šole, da odkrijemo, kakšno vlogo lahko igra vzgoja v sedanji svetovni krizi, moramo razumeti, kako je ta kriza nastala. S tem se bo vsi zdravniki strinjali, da je potrebna anamneza bolezni, če želimo iti naprej. Očitno je kriza, pravi Krishnamurti, posledica napačnih vrednot,
naših medsebojnih odnosov in našega odnosa do lastnine in našega odnosa do idej. Če naš odnos do drugega temelji na samopoveličevanju in naš odnos do lastnine na grabežljivosti, teda je struktura društva pogojena s tekmovalnostjo in samoizolacijo in z izločanjem. Nadaljnji vzrok sedanjemu kaosu, zopet Krishnamurti, je odvisnost od avtoritete, ne govori, da je avtoriteta kriva, ampak odvisnost je kriva od avtoritete, od voditeljev, zopet odvisnost od voditeljev, tako v vsakdanjem življenju, tako v šolah ali na univerzah. Sprav, bolezen tukaj, ki jo kaže ta odvisnost od nekoga. To mi je dalo misliti. Me je pripravil do razmišljanja. Ker tudi, veste, kot nek episkop, kot nek škof si neka avtoriteta. Narekovaj. Si neka avtoriteta. Mi je dalo misliti, kaj pa, ne? Kaj pa jaz? Jaz se spomnim mojega starega škofa, ki je rekel, jaz sem samo služitelj služiteljev. Jaz sem tisti, ki moram največ narediti, da bo neka stvar funkcionirala. Da te lahko drugi delajo. Verjemite, nismo vsi taki. Smo bolj brihni, bolj pametni. Ko sledimo drugemu, ko smo odvisni drugih avtoritet, ni nobenega razumevanja, temveč samo strah in konformizem, kar običajno na koncu pelje v totalitarno državo in dogmatizem organizirane religije. Škoda, ker ni patra Karla. Vprašanje, ki mi ga je meni kot nekdo postavil, kaj bi raje, da imaš ti svoje obleke na sebi, da imaš ta prstan zlata in diamantov, da imaš križ in škofovsko palico, da si v tej hierarhiji znotraj, ali bi raje sedel tja daleč preteklosti na gori, kjer ni bilo nobene cerkve, ni bilo ničesar, ampak si sedel in si poslušal njega, ko ima svoj govor na gori. Jaz bi takoj bil tam. Pa brez cerkve, pa brez vsega, sam da bi poslušal neposredno sporočilo in slišal njega, kot pač vernik. Ne. Tako da organizirana religija ima svojo ceno. Ima svojo ceno. To jo vsi poznamo, zavisi od ljudi, kakšno ceno postavljajo. Tako da tisto, kar mislim, da je res vzgoja, glede, bil sem v Auschwitzu, srečal sem ljudi, ki imajo centre tam, ljudje prihajajo, mladina prihaja, videl sem z eno besedo, videl sem grozo. A veste, ampak sem se vprašal, ta groza obstaja že 70 let. A se je kaj spremenilo? Ljudje hodijo tja vsak dan, na mesec gre koliko čez? Na leto 2 milijona. A se je kaj spremenilo? Ne. Koliko ljudi gre v Jasenovac? A mi vi poveste. A veste, kakšen je bil Jasenovac? Razlika Jasenovac napram Auschwitzu. Vam povedal, Auschwitz groza, Jasenovac bestialnost. Bestialnost. Boljš, da ne beremo, kaj se dogaja, ker ne bomo spali več. Auschwitz, 30 vojakov, organizirano, logistika na nuli. Jaz nisem mogel verjeti. Ko so se vračali iz dela, je bil tam koncert za ljudi. Rekel, ja, to je bila pa kultura. Mi je povedal, ker sem z njim govoril, rekel, ne. To je bilo zato, da so se zaustavili, poslušali orkester, ko so se vračali nazaj, da so jih lahko v miru šteli. A so prišli vsi nazaj. Logistika. Logistika. V Jasenovcu ni bilo logistike. V Jasenovcu je bilo, narekovajo, klanje. Da ne govorim naprej, Srebrenica.
A se danes v naših šolah to učijo? O Jesenovcu pa v Srebrenici? Ne vem več. Jaz se nisem. Nas niso. Nas so učili Auschwitz, Dachau, to sem si zapomnil. Jesenovec sem se pol naučil, kasneje. Napaka. Napaka. Tako da jaz zelo pozdravljam to, kar se trenutno v Auschwitzu dogaja, v mestu samem, ta projekt, ki se dogaja, tako da mislim, da bi lahko kdaj, ali so vzeli čas, pa kaj več slišali o tem. Povedal bi pa še eno za vas, ki ste, za gospod dr. Joganovo, pa z Mirovnega inštituta, direktorica, eno zanimiva stvar. Tam sem srečal duhovnika Manfreda. On tam vodi ta veliki center, krščanski, katoliški center. In sem rekel, mislim, kaj se je meni zgodilo? Jaz sem stopil skozi Auschwitz, prišel ven, a veste, da sem bil jezen ne na Hitlerja, na Nemce. Tisti trenutek, ko sem ven prišel, sem bil v sebi, je bil negativni odnos do nekega naroda. In sem bil šokiran nad sabo. Vete, jaz sem bil nad sabo presenečen, da je v meni to vzkilo. Ker sem bil v tisti sobi, to je audiovizualna soba, kjer poslušaš govore Himmlerja, Göringa, Hitlerja, gledaš fotografije in vidiš, kako je bil cel narod zaslepljen preko teh govorov. Vidiš, kaj to naredijo govori, kakšno moč so imeli. Da so cel narod prestrašili, da so Židje ne negativni, ampak Satan, dobesedno Satan. Nemci so bili prestrašeni, to je Satan, ki bo uničil življenje na zemlji. In kaj treba narediti? Treba Satana premagati. To je naslednja faza. Prvo cepiti strah, druga faza, gremo ga uničiti. Mislim, tam stojiš in gledaš in ne razumeš, kako je ta narod to enostavno, kako je šlo v njega, kako so to sprejeli. Tako da in potem sem temu Manfredu povedal, sem rekel, in zdaj jaz moram najti v sebi to moč, da oprostim, ne sprava, da oprostim tistim vojakom, da oprostim, in rekel, tle ne gre za oproščanje. Kako ne gre za oproščanje? Prav komu se boš opravičil? Vsej več ni. Rekel, nima se komu opravičiti. Gre za to, da sprejmeš to in da začneš razmišljati o bodočnosti. To mi je rekel katoliški duhovnik. Razmišljati o bodočnosti. Sprejeti, videti in razmišljati o bodočnosti. Kako naprej? Kako vzgajati mladino naprej, da bo drugačen, da bo znal razmišljati. Torej, za konec, da ne bom predolg, zakaj sem se začel ukvarjati z mirovnim gibanjem? Zato, ker sem hotel postati Božji sin. Hotel sem postati Božji sin. Ja, hotel sem postati Božji sin. Ne. V govoru na gori točno pravi, kdaj ste Božji otroci. Pa se hece malo. Pravi takole, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Se pravi, da ko se začnemo prizadevati za mir doma, prizadevati za mir na lokalnem patriotskem, bi rekel, nekem področju, v naselju, v mestu, ko se začnemo prizadevati za mir skozi NGO-je, se pravi nevladne organizacije, se pravi, a veste, to se meni zdi edina zame saj dobra smer. Ne? Ni se pa treba tam na NGO-ji. Doma. Poskrbeti za to, da je mir. A veste pa da, ampak kaj mir je druga zgodba. O tem se da dosti povedati, kaj je mir. Mi smo se o tem pogovarjali, takrat mladi, leta in leta. Res smo se pogovarjali. No in še da končam.
To me je, zmeri me je to presunilo, naša zdravljica. A veste, dosti govorimo v Sloveniji o spravi. Pa mislimo, da zdaj, ne, od druge svetovne vojne. Prešeren že takrat davno pravi, da naj se k nam nazaj vrnejo, kaj? Edinost, sreča in sprava. Že takrat je ni bilo. Če ne bi tega rekel. Prav, otrok nas, kar ima slava. Pa to ni mislil sam Slovence. Tako. Vsi naj si v roke sežejo. Ja. Glejte, to imamo v zdravljici napisano. Da oblast in z njo čas, ko pred spet naša boste last. Ja? Pa ne last državnikov, naša last. Naša last. Ja? To, kar se dogaja zdaj na volitvah, ne bom vedel, za koga sem volil, da jih toliko ne gre na volitve. A veste, kako so mi temu včasih rekli mirovniki? Državljanska neposlušnost, ne lenost, ne neka depresija, državljanska neposlušnost. Tako da se imajo oni zaprašati, zakaj. Ja? Zakaj se zgodi tašna neposlušnost? Ja? Toliko, glejte, z moje strani, jaz nisem nek govornik danes, jaz sem bil bolj aktivist, kar se tiče mirovništva. Takrat smo rekli, da je treba iti na cesto, da je treba dvigovati te, kako so imeli že, letake, plakate in tako naprej, parole. Ja. In pa seveda, a veste, v tistih časih, danes je to dosti lažje. V tistih časih je bilo to, da si vedel, zdaj gremo po cesti, pa gremo pa na policijo na čaj. A veste, na policiji pa ni bilo tako kot danes zapisovanje. Dubo si batine, pa je bilo. Či zares. Taka vzgoja je bila. Ampak reakcija je bila z naše strani dosti močnejša. Evo, jaz sem govoril. Hvala lepa. Ima kdo vprašanje za gospoda Havlička? Ali komentar, kako? Če je kdo iz publike naj začne, jaz bom vam potem še nekaj rekla. Oziroma dopolnila ene stvari. Tada je rekli iz Ljubljane, ti rekel si vmes, da ljudje ne znajo misliti. 50-60 let nazaj je ameriška antropologinja sistemka Margaret Mead rekla, teach children how to think, not what to think. Se pravi, učite otroke, kako naj razmišljajo, ne kaj naj razmišljajo. In to se v bistvu še vedno ponavlja. To je skozi Alice Bailey, tudi med drugim na Krishnamurtija, in to je dan danes. Ves izobraževalni sistem, jaz delam v tretji stopni izobraževalnega sistema, mi dobimo študente, ki ne znajo razmišljati. In to, kar ste rekel, se pravi, to je ključnega pomena, da se začenja v vrtcu, da se nadaljuje skozi primarno, se pravi, skozi osnovno šolo, srednjo šolo, da potem mi na fakultetah že nekako dobimo v izoblikovanje v tej smeri, da bi razmišljali, kot je rekla Helena Blavatska, se pravi, izročno posledično oziroma sistemsko, s povratno zanko. Tisto, kar ti narediš sedaj, se bo tebi vrnilo, ni nujno, da naenkrat, ampak povratna zanka, karma, posledica pride vedno z zamudo. Sama imam to srečo, da učim take predmete, ker jih lahko učim razmišljati, čeprav je veliko, še vedno tisto momento predstavljajo, moraš jih učiti bolj stroko. Ne, imamo pač na tretji stopnji, imamo pač to svobodo. In ko bomo mi začeli kot pedagogi, strokovke, tudi pedagogi, na vsem področjih delati, kako
naučiti otroke razmišljati, da bodo res sledili temu pravilu Margaret Meada, pa tej modrosti Margaret Mead, potem smo v bistvu rešili. To je mogoče samo en tak petkic. Druga zadeva, ker pa malo zvoden na gori, je rekel, vsi boste Božji sinovi, Božji včera. To je po maj napačen prevod v Bibliji. Prevod je že natančen, ampak hčere so bile marginalizirane. V kuhni so morali biti. Ne, najprej, bom jaz potem. Jaz ravno s tem sem se hotel oglasiti, ko se gospod Tadej, ampak jaz bi šla še sam majčko nekaj nazaj, pa širše. Začne se v družini in z vzorom. In mislim, da temu dajmo premalo prednosti. Danes se samo obkladajo, da je učitelj kriv, pa je starš kriv. Ne? V bistvu gre pa za to, da je treba naučiti otroke razmišljati svojo glavo. Meni se zdi, da tudi to je moj rek, da največ, kar sem dala svojim hčeram, je ta zapuščina, da so ostale svoje, čeprav ne gre vedno čisto gladko v življenju. In v bistvu to danes niso vrednote in da damo te vrednote na plan, da ostaneš to, kar si in da deluješ tako kot si in na vseh porah, ker da se nekamo in tudi jaz se kar čudim od takih, bi rekla, celo ezoteriko pa razvitih ljudi, pa imajo otroke in kar pustijo, da se tam pretepajo. Jaz ne moram verjeti, kakšne to vzgoje, vse imajo neko, imajo jezik, imajo neko orodje, da jim povedo, da jih malo usmerijo. Mislim, zgrožena sem včasih in mislim, da tukaj bilo treba več dati tega, tudi ko ste prej rekli na televizijo, pa ne vem kam, na mest tistih risank pa športa v takih stvarih, da ne je bilo predolgo. Ja, jaz sem zelo pozorno poslušala gospoda Havlička, Tilja, torej bi pa dva komentarja imela, pri čemer bi mogoče dodatno dala ena pojasnila, ki so se mi porajala ob pozornem poslušanju. Torej, najprej je omenil, kako je bil po obisku Auschwitza jezen na Nemce in kako mu je tisti predstavnik katoliške cerkve tam rekel razmišljati o bodočnosti. In gospod Havliček se je vprašal, ali se je kaj spremenilo. Torej, gledano takole čisto počez, lahko rečemo vrednost v svetovnem okviru, nič se ni spremenilo, vojne, žrtve so še naprej. Ampak v sami Nemčiji, vam pa odkrito povem, se pa je spremenilo in imela sem to srečo, da sem bila praktično priča, prisotna v letu 1982, ko sta se v Zvezni republiki Nemčiji zgodila dva pomembna dogodka. Res izjemna sreča, da sem bila v začetku maja navzoča na eni mednarodni konferenci, ki je zadevala položaj žensk, zlasti kmetijstva in tako naprej, v Bonnu. Bonn je bil takrat prestolnica. Takrat je bila naša dopisnica v Zvezni republiki Mojca Drčar-Murko in nekaj dni predno sva jo z možem obiskala, je bil v Bonnu na prostoru Obreno, kjer je bil vsako leto ali je še, ne vem, če je zdaj še, izjemno velik tak cvetlični vrtnarski sejem, svetovna stvar. No in na tistem prostoru je bilo, mislim, da je bilo 1. maja, ogromno ljudi vseh starosti, zlasti pa mladih, na velikem antinacističnem zborovanju. In takrat je Mojca Drčar-Murko dobesedno rekla, citiram, če ne bi na lastne oči videla, koliko ljudi je bilo takrat in kakšno antinacistično vzdušje je bilo, jaz tega za Nemce ne bi verjela. Torej, to je prva stvar. Namreč, hočem reči, da se je v 70-ih letih v Nemčiji zelo resno pojavilo vprašanje, predvsem s strani mladih,
kaj so pravzaprav Nemci počeli. To je to, kar ste vi rekli, vsi. Mimo grede, torej, proces denacifikacije se je začel zelo, zelo resno in množično. Torej, to je bil ta prvi dogodek in jaz sem mu zelo verjela. Druga stvar, v drugi polovici oktobra, oziroma konec oktobra in potem v novembru sem bila pa en mesec pa pol na univerzi v Münchnu, no in takrat sem lahko zvečer, ko sem pač že bili so oči utrujene od resnega študija, sem lahko gledala televizijo. In 7. novembra 1982 so v Zvezni republiki Nemčiji prvič kot državni praznik praznovali Bet und Bußtag, torej dan priprošnje in pokore. In čemu je bil ta dan namenjen? Ta dan je bil namenjen v bistvu enemu množičnemu, lahko bi rekli, premisleku o zločinih nacizma in da bi ljudje začutili občutek, da je treba nekaj drugače delati v bodoče, so na televiziji, na državni televiziji 3 dni zapored odvrteli celoten film Holokaust, torej v nadaljevanjih. In na koncu, jaz sem imela priložnost, ker ga v Jugoslaviji nismo potem nikoli videli, da sem ta film od začetka do konca spremljala. Na koncu tega zadnje epizode je bila pa okrogla miza, v kateri so nastopali en predstavnik BBC-ja, ki je bil dopisnik v Hitlerjevem času v nemškem Reichu in ki je bil na koncu tudi izgnan, ena preživela iz Auschwitza, potem eden, ki je bil izrazit zagovornik neonacizma, pa ne vem še za ena druga oseba, ampak pa voditelj, jasno. No in meni je ostalo v spominu dvoje stvari predvsem. Ta gospa, ki je preživela Auschwitz, je ob zgražanju tega, lahko bi rekli, neonacista, ki je rekel, ja, to so zdaj miti, približno tako, kot se zdaj pri nas govori o partizanstvu, ne? To so miti, to ni nič in tako naprej, to so take mogoče, da se je kaj zgodilo. Ne? Na kaj je tista gospa rekla? Kazali so pa tudi njeno številko, ne? V tetovirano na roke. Rekla, to, kar ta film prikazuje, to je samo en mini delček od tega, kar se je tam dogajalo. In ona je bila živa priča, zelo prepričljivo je delovala. Potem druga stvar, ki mi je pa zelo ostala v spominu, ker tudi se je s strani tega neonacistično usmerjenega pojavilo opravičilo, češ, sej, to je bil Hitler, pa še nekaj teh njegovih, ki so bili na Nürnberškem procesu obsojeni in tako naprej. Na kar je ta, že starejši gospod, jasno, če je bil v 30 letih aktivn dopisnik, je rekel takole, jaz sem kar v slovenščini povedala, je rekel, množica majhnih ljudi tvori nacijo. In če ne bi množica Nemcev tega dovolila, kar se je dogajalo, se to tudi ne bi dogajalo. Torej, to mi je ostalo v spominu. Imam pa še eno drugo stvar, to pa je komentar nasploh k nacizmu in temu množica tvori nacijo. V tej množici so pa, in to nam je pa, ko sem bila pa spet na eni drugi konferenci, ko so pa prikazovali rezultate raziskav, ki je bila na Münchenski univerzi upravljena o tem, kako so ženske sprejemale nacistični red in si nosilke te raziskave, ki je bila potem predstavljena 89. leta spet na mednarodni konferenci, niso znale pojasniti, ko so odkrile, da je bila večina Nemk zelo zadovoljnih s Hitlerjevim režimom. No in dolgo časa sem molela svoj potni list, sem imel takrat jugoslovanske, jasno še ne, potni list, da sem prišla do besede in ko sem prišla do besede, sem jim prebrala kraj svojega rojstva. No in potem sem tudi povedala, da je množica nemških žensk, pravzaprav kdorkoli v Nemčiji, kakršnega koli sloja, torej razredne pripadnosti, je imel možnost, da je dobil zastonj praktično delovno silo, kakršno je potreboval.
Industrijci veliki so dobili moško delovno silo in delovno silo, vse po vrsti. In samo zjutraj, oziroma nakazati je bilo potrebno potrebe, če si imel potrebo po služkini, si jo dobil iz tega prisilnih taborišč in tako naprej, kjer je bilo pa mimo grede tudi 47,000 slovenskih državljanov. No, in ko sem jaz to povedala, je tista ena od drugih znanstvenic, ki je prej večkrat nastopala in je trdila, nehajmo že enkrat govoriti o preteklosti, usmerimo se v prihodnost, vse to je treba pospraviti, mi hočemo živeti za prihodnost, je bila popolnoma tiho, prišle so pa do besede druge, ki se jim je pravzaprav odprl še en delček v spoznavanju njihove zgodovine, kajti zelo zaželeno je bilo, da bi se, oziroma se tudi je pri delu zgodovinske stroke, celotno zločestno delovanje v Nemčiji skrčilo na Judenfrage, na židovsko vprašanje in na holokaust. Endlösung, torej končna rešitev, je bila marca 1942 zelo jasno, natančno določena tudi za Endlösung der Slavenfrage. In v tem okviru sem bila tudi jaz rojena v vlaganju in tako naprej. Skratka, hočem reči, to pa zato povem, zaradi tega, ker se je dejansko v Nemčiji denacifikacija na množični ravni v veliki meri opravila in to že pred več kot 30 leti se je začelo in to je vidno tudi, to je bilo vidno potem tudi v različnih gibanjih, ki so bila in je vidno tudi še sedaj. Odsev tega je pravzaprav tudi delno Angela Merkel. No, mimo grede pa naj povem, kar je pa za slovensko državo zelo pomembno, da pa do denacifikacije v Avstriji, ki je bila sestavina Rajha, nikoli ni prišlo in so odsevi tega vidni tudi v odnosu do slovenske države in tudi do manjšin. Do leta 1986 praktično, sploh ko so se štajerski Slovenci kot manjšina v Avstriji pojavili in ko so 7. člen klub ustanovili oziroma društvo, do takrat oni praktično niso sploh obstajali in tako naprej. Skratka, to mimo grede, zaradi tega, ker če ni bila opravljena, lahko bi rekla, očiščevalna akcija, ali pa s tem povezano tudi proaktivna usmeritev, vzpostavljena proaktivna usmeritev za naprej, v tem primeru je pravzaprav so prikriti viri za konflikte vedno navzoči. Hvala lepa.